Z mano je Januš Aleš Luzner, intermedijski umetnik, glasbenik, raziskovalec. Živijo, Januš. Živete, ja. Raziskovalec, 3 pikice človeškega srca, še bolj natančno bitja srca. Ja, tako je. Na kakšen teren si se podal? Mislim, kje si našel za svojo raziskovalno dejavnost, povezano z glasbo, utrip človeškega srca? Ja, mislim, da sem se obrnil na človeško srce, zaradi tega, ker se mi zdi, da je to baza vsakega ritma, ki ga delamo, oziroma pač osnova za vsako muziko, ki pač je nastala v zadnjih ne vem kolikih tisočih letih, v bistvu, v končni fazi. Ja, samo bitje, bit glasbe, ne, tudi vsaka glasba ima svoj ritem in mislim, da je zelo v večini povezan to z samim srcem. Tako da to me zanima že na splošno, pač tudi jaz izhajam dosti iz elektronske glasbe, ki pa je sploh povezana v bistvu z pač bitjem srca oziroma z pač tem nekim konstantnim bitom. In ideja sama, da je do tega prišlo, je bilo tam nekih 10-12 let nazaj, ko sem razmišljal, v bistvu kar nekaj sem imel teh klubskih špilov, vrtel muziko v klubih in tako. In sem takrat se v igri, v mislih igral v zvezi s tem, kako bi v bistvu bilo, če bi priklopil srca te publike oziroma pač ljudi, ki so tam plesali, da bi njihova srca, pa da bi na svoja srca lahko plesali. Sicer to bil čist v hecu, potem pa po kar nekaj časa sem pa začel zares raziskovati, iskati način, kako ozvočiti srce, in potem leta 2018 sem se prvič lotil tega, sem našel tudi pomoč pri elektrotehniku, ki mi je pomagal razviti ta stetoskop elektronski oziroma prilagojen stetoskop. In sem priklopil sam sebe, s tem, da sem pa 1 leto, 2 leti raziskoval več ali manj sam svoje srce, kako se odziva, kaj se sploh dogaja, ko jaz manipuliram s tem zvokom in tako naprej. Ja, to je zanimivo. Rekel si, da si ga maltretiral svoje lastno srce, zato da bi ga izzval, da bi dal čim več od sebe, da bi ga preizkusil. In v bistvu bolj, ko si se mučil, slabše je srce bilo slišati. Kako lepo v bistvu. A sem prav dojela? Ja, nekako tako, ja. Ja. Ja, mislim. Se pravi, srce deluje čisto po tvoje, srce deluje čisto po svoje. Ali kaj si ugotovil, kaj izvablja najlepši bit, najlepši zvok srca? Ja, se mi zdi, da je definitivno počutje. Zelo je ta osnovno psihološko stanje subjekta oziroma človeka, ki je priklopljen in posluša svoje srce. In mislim, da zdaj najlepše, težko v bistvu odgovorim na to tvoje vprašanje, v bistvu, ki ga. Še nisi prišel do zaključka, ali kaj? Ja, ne, tudi to najlepše, ne, zdaj težko reči, kaj je najlepše, ne, kot prvo, v bistvu zdaj ta estetika je težko opredeljiva, ne. Mogoče najbolj poslušljivo, tisto najbolj prijetno za oko? Ja, za oko, pardon, za oko. Ne, saj to mogoče bom pol tako raje tako postavil, da pri sami stvari v bistvu je zelo se pozna to, pač, ker delal sem najprej za svojim srcem, ne, te 2 leti pa še vedno delam tudi s svojim srcem. In pri svojem srcu si lahko privoščam, tako kot si rekla, ne, maltretiram oziroma ga lahko res ženem do samih skrajnosti, zato je tudi sem poimenoval ta projekt Ictus Cordis, ki je v bistvu kot ta konica utripa, ta najmočnejši del krča. In tukaj sem gnal oziroma ženem svoje srce do nekega ekstrema, do tega, da v samem performansu lahko tudi poskoči tam za 15-20 bitov oziroma utripov na minuto več, kar pomeni v bistvu, da ga res manipuliram zelo hiter bit in potem tudi upočasnim, ne. S tem, da ko pa delam z drugimi subjekti oziroma z drugimi gosti, je pa moj odnos do tega precej drugačen. Tudi zraven sem pridružil zdaj tudi synthesizerje.
In gre pa bolj za to, da spravim v bistvu, da popeljem tega gosta v nek občutek meditacije, v nek občutek neke astralnosti in tako naprej, ne. In se mi zdi, da tudi to, da pač z drugimi srci nekako jih probam objeti, jim dati občutek nekega ugodja in nekega prijetnega občutja. Pri sebi pa lahko se jaz tukaj poigravam precej več, zato ker sem sam osebno, sam subjekt in lahko v bistvu vem, do katere mere lahko grem, da mi ne bo preveč že too much. Ja, v bistvu tebe ta raziskovalna dejavnost vodi malo po svoje. Ti nimaš ostro začrtane vizije, kaj želiš s tem doseči, kakšen je tvoj namen, ampak si v tem raziskovalnem procesu pravzaprav sam voden. Ja, nekako tako. Mislim, začel sem pač ravno s tem, ne. Ko sem začel, nisem točno vedel, kaj se bo dogajalo. Zaradi tega, ker tudi tega še noben ni delal pač na svetu in tukaj je bilo nekaj čist novega, kar sem se lotil. In se mi zdi, da šele v prvem oziroma drugem letu, da sem zares začel dojemati, kaj tukaj jaz lahko prinašam pač in sebi in drugim s tem performancem. Zelo veliko, tudi vse performance, ki sem jih imel, oziroma cel razvoj performansa je temeljil na pogovorih v bistvu s publiko in z pač gosti. Vedno po vsakem performancu sem imel tudi pogovor s publiko in takrat, kadar sem imel goste z gosti. O refleksijah, kako so to dojemali, kako so v bistvu doživeli zadevo. Ja, se to me zanima, ja, ker ti si poskusil z Markom Mandićem, ki tako sam nagnjen k preizkušanju ekstremov, recimo na gledališkem odru, filmskem, potem z Natalijo Gros, ki je ekstremna športnica, plezalka, potem si imel dobro tega Kancijanija, ki pač z glasbo poskuša meje. Kakšni so bili njihovi odzivi? Zanimivo je v bistvu, mislim, da recimo Natalija je izpostavila to, da se je počutila zelo lahkotno, da je zelo, da bi jo malo v vesolje dvignil. Zelo so podobni v bistvu odzivi, tudi in z publiko in s temi ljudmi, ki so poslušali svoje srce oziroma, ki sem uporabljal. Prav, dejansko si dosegel, da si ljudi popeljal v neke vrste meditacijo. Tako. Da lastno srce jih je popeljalo nazaj k sebi. Na nek način, res je. Vse to tudi zdaj pač te gostje so bili, kjer sem uporabil njihova srca, so bili zelo, z vsakim sem se dobil enkrat že pred samim performancem, toliko, da sem jim lahko predstavil, zakaj se gre, da so priklopili pač tale mikrofon in tako naprej. In se mi zdi tudi v samem studiu, ko smo bili osebno, se je tukaj lahko razvila zelo osebna stvar. Zato, ker mislim, da v generalnem smislu vedno z gostom, ko delamo, najprej se moramo v bistvu povezati na neki osebni ravni, da lahko se oni sploh sprostijo, da lahko mi v bistvu odprejo to neko svojo intimo, da rečem temu, ne. A je to pomembno za... Ja, mislim, da ja. Mislim, da je to, da če ti prideš sproščen v to, da zaupaš tudi meni, da ne bom tam ne vem kaj delal s srcem, ampak da pač bom negoval to srce. Mislim, da je veliko lažje, da ni teh blokad v bistvu, ker se mi zdi v generalnem smislu pač to je tako kot medsebojni odnosi, no. Ko ti nekoga spuščaš v svojo intimo, mu moraš zaupati, mu moraš biti z odprtim srcem, dobesedno, ne. Ja. In pri vseh njih je zanimivo tudi to, da v studiu, ko smo bili sami, se je odprl en ta zelo lep naš prostor. Ko pa smo imeli to performance, na žalost, v bistvu smo snemali za streaming oziroma preko interneta, ker zaradi teh koronskih ukrepov žal nismo mogli imeti odprtega performansa. Se mi pa zdi, da ravno zato, ker je bilo to, zdaj pa posnamemo, pa naredimo, pa gremo na to, tako je pa v bistvu ta prostor malo izgubil. Plus to, da v samem živem performansu, ko je publika noter v prostoru, se mi zdi, da tukaj se zgodi ena veliko večja čarovnija, ker sam sem tega mišljenja, da v bistvu srca pač preko tega elektrokardiomagnetkega polja v bistvu mi ustvarjamo skozi elektriko okrog sebe, pač zelo močno elektriko na nek način. In ko je več src na kupu noter v prostoru, v bistvu se zgodi ta neka čarovnija, dihajo, srca se pogovarjajo čisto na nezavedni bazi.
Ko pa smo mi v bistvu v nekem prostoru sami, pa snemamo, da bo to nekje druge se videli, je pa to veliko teže v bistvu vzpostaviti. Ne? Čakaj, to pomeni, da se to sliši, se pravi ta srca, ki se med sabo povezujejo in ustvarjajo nekaj lepega, to pomeni, da ti to dejansko zaznaš na svojih aparaturah? Jaz mogoče ne ravno direktno tako, kot si rekla, ampak zaznam na občutkih, ki jih lahko jaz potem interpretiram v aparature. V smislu... Tebi to daje v bistvu moč. Daje ta moč, točno tako je. To se mi zdi tako kot vsaka odrska pač uprizoritev, ali je to gledališče ali karkoli. Tukaj se zgodi tako kot koncert, recimo. Ne? Na koncertu je ta energija, pač se zgodi v bistvu ogromno. Zdaj v studiu, kjer vadi recimo band, se marsikdaj precej manj zgodi kot pa na samem odru, zato ker je ta moč publike, energija, no, pač, kako bi rekel. Ja, te potegne. A je srce v bistvu ubogljivo, vodljivo, predvidljivo? Ja, na nek način je predvidljivo. Se mi zdi, da neke osnovne te subtilni zvoki, ki jih dodajam pač samem srcu, se mi zdi, da na večino ljudi zelo podobno delujejo. Recimo tukaj en tak primer je zelo najprej samo nek bas, oziroma ker pač tako, da še majčkeno ozadje razložim. Zdaj to svoje srce, ko sem delal jaz samo s svojim srcem, ko delam, uporabljam samo zvok srca in na to potem dajem različne efekte, glasbene efekte in različne mešalne tehnike. Zdaj pri drugih subjektih pa uporabljam tudi zraven sintesajzerje. In kar hočem povedati je to, da pri osnovi, če dodam samo nek, bom rekel, tak agresiven bas, nekaj, da malo bolj dela v tem smislu, bo srce avtomatično začelo malo hitreje biti. Takoj se on počuti, da nekaj mogoče zna biti ni v redu, oziroma nekega ziritira v bistvu. Ziritira, tako je. Zdaj, v nasprotnem primeru, recimo sploh tukaj pri ostalih subjektih oziroma gostih, pa ravno zaradi tega sem začel delati tudi za sintesajzerji, da lahko zraven dodam pa neke te nežne zvokce, prijetne zvokce, ki pa pomirjajo srce v bistvu, pa odpeljajo pač tudi ravno zaradi tega se mi zdi, da v neko to skoraj meditativno stanje preko tega. Ja, ti si šel tudi v tujino s tem projektom, ne? Se pravi, so zaznali tudi v tujini potencial, zanimivost tega tvojega raziskovanja? Ja, se mi zdi, res je to unikatna stvar, v bistvu noben še ni do zdaj delal pač s srcem na ta način. Do zdaj sem imel v Budimpešti, v Celovcu, na srečo, zelo sem hvaležen temu, da res v zadnjem temule koronskem zatiku v Sloveniji in po celi Evropi sem imel možnost, da sem šel lahko v Budimpešto pač odigrati to. Zdaj tudi, če bo vse po sreči, naj bi imel maja v Parizu, v tudi eni kar ugledni instituciji. Tako da upam, da se bo to nekako razvijalo, ne glede na to, da imamo tako zaprto situacijo. Ja, srce vodi ima svojo pot, točno to, ja. Tudi album boš izdal? Ali izdajaš ga na... Album je pa izšel 2 dni nazaj, torej 16. ja. Čestitke! Hvala lepa. To je namreč pa v bistvu skupek nekih posnetkov iz različnih performancev, ki sem jih imel. Gor je tudi posnetek iz performansa z Markom Mandićem. Potem z drugega projekta, ko sem delal z plesalcem. In pa pač ene par različnih ljudi, oziroma to je tako kot nek povzetek teh mojih 4 let raziskovanja. Ja, 4 leta je res že veliko v bistvu tega. Ja, je to, da sem se že naveličal vmes, pa še naprej. Ja, in kaj te je pol peljalo naprej, ko si se že enkrat tega naveličal? Feedback, mislim, da je to, ravno to, v bistvu, da sem bil že na tej meri, da se mi res ne da s tem več ukvarjati. Po drugi strani pa sem še vedno potem dobil ravno to, kot je bil zdaj primer, se je izdala plošča. Potem v bistvu je zelo dober feedback od ljudi, so mi klicali iz Pariza, da bi radi to toni. In v tem smislu mislim, da pride nova motivacija in nov zagon, ok, dajmo še majčkeno stisniti, pač
Dejstvo je tudi to, da je to meni osebno na trenutke precej dolgočasna raziskava. Pač vseeno imam rad melodije, imam rad glasbo, nasplošno pač to neko muzikalnost. Pri samem srcu zdaj narediti, že v osnovi, pač, ko sem se lotil tega, narediti muziko iz enega tdm, neko celo aranžma in vse skupaj pač je dolgočasno, zelo hitro lahko rata. Mislim, da pa reče umetnik za svojo stvaritev, da je dolgočasna. To je pa ekskluzivna izjava. Hvala ti, Januš. Za to je pa res, tako kot sem takoj zaznala v prvem momentu, da pravzaprav ta projekt tebe vodi. Ne ti njega, ampak da vodi tebe in hkrati to povezuje tudi z drugimi ljudmi. Res veseljem ga bom spremljala skozi čas, kam te bo to še odpeljalo. In hvala ti za tvojo iskrenost. Z veseljem. To je bil Januš Aleš Luzner.